Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni vsi skupaj v Slovenskem etnografskem muzeju na prvem v ciklu dogodkov Prehod, ki smo ga posvetili pogrešanim in umrlim na migracijski poti na Balkanu. Pomemben del poslanstva Slovenskega etnografskega muzeja je osvetljevanje globalnih stikov in izmenjav tako v preteklosti kot tudi danes, v sodobnosti. Z razstavami in spremljevalnimi programi si v muzeju v bistvu ves čas prizadevamo za boljše razumevanje migracijskih procesov, za boljše razumevanje drugih celin in načinov življenja ljudi, ki živijo na drugih celinah, ter zlasti za boljše razumevanje prispevka raznolikih stikov in izmenjav k oblikovanju lastne identitete, torej k oblikovanju nekih mentalnih, miselnih horizontov in razumevanj sveta, v katerem živimo. V zadnjem desetletju smo v Slovenskem etnografskem muzeju priredili že več odmevnih dogodkov, s katerimi smo pravzaprav opozorili na problematiko oziroma tematiko migracij v sodobnem času. Med drugim se je leta 2015 ob povečanem prehodu migrantov preko Slovenije muzej odzval na aktualno dogajanje in sicer na dva načina. Opozoril, oziroma na dve stvari smo takrat želeli opozoriti. Opozorili smo na naraščajočo nestrpnost beguncev in zlasti na njihove stiske na migracijski poti. Takrat smo priredili 4 razstave, torej 4 razstave so bile na ogled pod krovnim naslovom Migracije, s katerimi smo dali prostor in glas akterjem na migracijski poti, da so torej sami pripovedovali o svoji izkušnji. Takrat smo v muzeju na ogled postavili tudi predmete iz nastanitvenih centrov po Sloveniji, ki so jih na terenu zbrali muzejski sodelavci. Ekipa muzejskih kustosov pa je obiskala tudi begunski center Idomeni na grško-makedonski meji ter na to rezultate tega raziskovanja, tega terenskega dela predstavila na razstavi Afganistan, slovenski pogledi, ki je bila v muzeju na ogled med letoma 2017 in 2018. Umiranje na migrantski oziroma migracijski poti na Balkanu pa se vse do danes ni ustavilo. Teh smrti je še vedno zelo veliko, vendar so nevidne, o njih pravzaprav ne govorimo kaj dosti. In prav zato smo v muzeju priredili ta cikel dogodkov, saj namreč želimo z njim opozoriti po eni strani na vse te smrti, na vsa ta nepotrebna umiranja, po drugi strani želimo opozoriti tudi pravzaprav na dostojanstvo vseh umrlih in na njihovo pravico do pokopa, ter spodbuditi širšo javnost k razmisleku o tem, kako lahko kot družba pravzaprav na nek bolj human, bolj solidaren, bolj pravičen način pristopamo k reševanju migracijskega vprašanja. Kot bomo danes slišali na tej okrogli mizi z našimi sogovorniki, smrti oziroma to umiranje na meji ne zaznamuje samo življenja sorodnikov umrlih, njihovih prijateljev, njihovih sopotnikov, temveč zaznamuje tudi lokalno prebivalstvo. Zaznamuje ljudi, ki na primer najdejo truplo, ljudi, ki delajo v organizacijah, ki so vpete v identificiranje umrlih in pa seveda tudi njihov pokop. Ta cikel dogodkov smo zasnovali na pobudo in v sodelovanju z doktorico Uršulo Lipovec-Čebron, predavateljico in raziskovalko, aktivistko za oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Izhodišče tega cikla je pa pravzaprav spominsko platno, ki ga boste lahko danes videli v naši razstavni hiši, spominsko platno z naslovom Prehod oziroma The Passage, ki prikazuje portrete ljudi, ki so izgubili življenje na tej migracijski poti na Balkanu. Z nitjo so te portrete izvedle umetnice, aktivistke in podpornice hrvaškega kolektiva Ženske ženskam v sodelovanju z Selmo Banič,
umetnico in aktivistko iz Zagreba, ki jo lepo pozdravljam tukaj med nami, in v sodelovanju z dr. Marjano Hameršak, predavateljico oziroma raziskovalko na Inštitutu za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu. Cikl dogodkov se torej začenja danes in sicer z okroglo mizo, ki smo jo naslovili z naslovom Posmrtno življenje ljudi, ki prehajajo meje, ki jo bosta moderirala doktorica Uršula Lipovec-Čebron in Uroš Škerl-Kramberger, novinar in sodelavec Centra za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji Oštro. Drugi dogodek, da vam čisto na kratko še predstavim ta celoten potek dogodkov, ki je res kar precej obsežen. Drugi dogodek bo potekal v petek, 18. aprila, torej čez dobre 3 tedne, in sicer v spominskem platnu Prehod The Passage boste lahko poslušali dokumentarno radijsko oddajo novinarke in aktivistke iz Hrvaške, Barbare Matejčič, ki je to dokumentarno radijsko dramo naslovila z naslovom Vzrok smrti meja. Po dokumentarni radijski drami bo potekala delavnica keramike s kolektivom Ženska. Cikel bomo pa sklenili v petek, oziroma v četrtek, 8. maja, ko bodo študentke predstavile pojme z migracijske poti na Balkanu, ki so jih zasnovali študente in študentke v sklopu mednarodnega projekta Evropski režim irregulariziranih migracij na periferiji Evropske unije. Ta dan boste lahko prisostvovali tudi predavanju z naslovom Ločenju smrti, izginuli in umrli na migracijski poti na Balkanu, predavateljic doktorice Uršule Lipovec-Čebron in doktorice Marjane Hameršak. Preden vam predam besedo, pa se želim še zahvaliti, in sicer najprej doktorici Uršuli Lipovec-Čebron za pobudo za organizacijo tega cikla dogodkov in za ves trud in energijo, ki sta bila vložena v pripravo tega cikla. Urošu Škerlu-Krambergerju za pomoč pri organizaciji mize in tudi za to vlogo moderatorja. Doktorici Marjani Hameršak za sodelovanje in pomoč pri organizaciji cikla dogodkov. Največja zahvala gre pa pravzaprav Selmi Banič, naši dragi kolegici, umetnici, aktivistki, ki pravzaprav svojim solidarnostnim delom razkriva posledice tega brutalnega evropskega režima smrti in ob spominjanju na umrle na migracijski poti na Balkanu gradi solidarnostne skupnosti. Najlepša hvala in prosim za en aplavz vse organizacije. Najlepša hvala seveda tudi vsem vam, boš Uršula ti prevzela in predstavila. Naj povem samo še eno zadevo. Po okrogli mizi bosta Selma Banič in Marjana Hameršak predstavili spominsko platno Prehod The Passage. Sedaj pa predajam besedo vama in najlepša hvala. Hvala Tina, hvala za ta uvod in za tudi z naše strani za ves trud. Ta tema je izjemno težka, kot vsi vemo, in pravzaprav je bilo zelo težko se je lotiti. Bomo videli, koliko nam bo to uspelo danes in v naslednjih korakih. Takoj bi rada zdaj dala besedo, oziroma vam vsaj predstavlja naše goste za to mizo, ki ni okrogla, ampak je kar dolga. Nada Šimunič, prebivalka Bukovcev, je z nami, potem Samo Kavčič, direktor komunalnega podjetja Črnomelj. Oba sta prišla iz Bele krajine in imata žal veliko izkušenj z smrtmi na meji. Potem je dr. Gregor Haring, Inštitut za sodno medicino, medicinska fakulteta v Ljubljani, enako žal zelo veliko izkušenj, strupli, ki umire, pač strupli, ki jih nadevamo v Sloveniji na različnih koncih. Fajla Pašič, častna ambasadorka medkulturnega dialoga MAMD, potem zraven nje Maja Muren, vodja področja migracij in služba za povezovanje pri Rdečem križu v Slovenije, zraven mene Tic Starc, Infokolpa in pa, kot rečeno, midva, ki bodo pa to okroglo mizo sovodila. Preden vam predam besedo, bova še midva z Urošom nekaj stvari povedala. Zdaj izgleda, kot da bomo take dolge govorance, upam, da ne bo pretežko, ampak vseeno je pomembno mogoče, ker je to pravzaprav en prvih javnih dogodkov na temo smrti na meji,
se nam je zdelo pomembno, da v bistvu nekako umestimo ta dogodek tako v Semi, kot tudi v bistvu v celotno regijo, ker dejansko je bilo o teh primerih, o teh situacijah zelo premalo besed. Tako da bom kar začela in sicer, kot je že Tina povedala, naše izhodišče, torej izhodišče raziskovanja smrti na meji in na mejah se umešča v projekt ERIM, Evropski režim irregulariziranih migracij na periferiji Evropske unije, od etnografije do pojmovnika, ki se je lani končal. Hkrati pa sva z Urošem začela v bistvu bolj intenzivno raziskovanje v Sloveniji, na teritoriju Slovenije. Zdaj, tisto, kar je mogoče pomembno izpostaviti v okviru projekta ERIM, smo s kolegi, kolegicami na različnih koncih migracijske poti na Balkanu poskušali čim bolj poglobljeno, koliko se je pač to dalo, raziskovati okoliščine smrti, samo dejstvo smrti in v bistvu se pogovarjati z lokalnimi prebivalci, pa tudi z drugimi. Tisto, kar je pomembno mogoče izpostaviti, je to, da ko govorimo o smrti na mejah, ne gre samo za smrti, ki se zgodijo direktno na meji, ampak kot vemo, so meje razpršene, vse bo razpršeno, mejni nadzor je pravzaprav vse povsod, zato ko govorimo o smrtih na mejah, govorimo o različnih smrtih, ki se zgodijo ljudem, ki so irregularizirani, ki so v bistvu nesprejeti in katerih gibanje ali bivanje v neki državi ni odobreno. Gre za vedno prezgodnje smrti, nasilne smrti, kot bomo videli, smrti, ki so nepotrebne in bi se jih dalo preprečiti. Torej, kako smo raziskovali v teh letih? Zato, ker, kot bomo videli, ne obstaja celovit, natančen register teh smrti, je bilo potrebno iti na teren. In vedno treba iti na teren. Torej, šli smo na pokopališča, šli smo do občin, do pogrebnih podjetij, do komunalnih služb, intervjuvali smo lokalne prebivalce, priče smrti, nevladne organizacije, aktiviste, različne mreže na terenu, pa tudi druge ustanove, kot so zdravstvene organizacije, kot so policija in pravosodje. Hkrati smo tudi poskušali arhivsko raziskovati, dokumentirali in kartirali različne lokacije in seveda spremljali medije in družbena omrežja, da bi našli čim več podatkov o umrlih. Hkrati smo poskušali, zato ker so te smrti obupno narobe, da bi jih videli kot nacionalno omejene, ker dejansko se tičejo to so nadnacionalni dogodki, zato je bistveno, da smo se povezali z znanstveniki, raziskovalci, aktivisti, novinarji iz različnih evropskih držav in pa seveda objavljali in izmenjavali z njimi podatke. Pomembno mi je, to bi res rada izpostavila, da so tukaj tudi ljudje iz lokalne skupnosti in da vse te zagonu, želji, potem da čim bolj izpostavljamo te smrti, ne pozabimo na lokalne skupnosti, kjer se te stvari pravzaprav dogajajo. Hkrati pa je bilo vse skozi za nas pomembno dokumentiranje teh primerov, teh smrti, torej pokojnih, dokumentiranje zelo težko, kot boste videli, je pravzaprav ugotoviti večina teh smrti, večina teh oseb je še vedno brez imena. O večini teh oseb se ne ve skoraj nič. Zato je to bilo pravzaprav zelo težko početje in dejstvo je, da smo pravzaprav verjetno vsi skupaj tu izjemno frustrirani, ker ne moremo priti do najbolj osnovnih podatkov. Zdaj, da ne bom predolga, nekaj ključnih ugotovitev. Ugotovitev je ogromno, ampak tukaj so morda nanizane res najbolj ključne. Tisto, kar bi rada izpostavila, da
smrti na meji niso nesreče. Pogosto v medijih opazimo, da so omenjeni kot neki nesrečni dogodki, da so to dogodki, za katere ne bi bili odgovorni begunci sami, ne? Da so nepazljivi, nepremišljeni, oziroma da so krivi tihotapci. Ampak s tem se hote prikrije, da so na smrti neposredne posledice evropskih migracijskih politik, še posebej viznega režima. Dejstvo je, da ti ljudje potujo preko mej na skrivaj, ker ne morejo izpolniti vstopnih pogojev za legalen vstop v Slovenijo. Ne morejo. Zakaj ne morejo? Ne zato, ker bi karkoli slabega naredili, ampak zato, ker preprosto imajo napačni potni list. Zato, ker njihov potni list ne omogoča, da bi dobili vizum za državo, kot je država Slovenija. In zato pravzaprav se zgodi, da se zgodijo te smrti, ki bi jih lahko imenovali, kot sem že prej rekla, nasilne, zato ker so posledica strukturnega nasilja in nepotrebne, ker bi se jih dalo preprečiti. Če večina nas čisto rutinsko, samoumevno prečka meje, ne da bi sploh vedeli zanje, skoraj da, je za begunce, migrante prečkanje teh istih mej pogosto smrtonosno. Zdaj konkretno, kaj se dogaja? Gre za to, da so na mejah ne samo številne pregrade, številne ograje in ograde, ampak tudi kontrole. Gre za drone, gre za policijske pse, gre za termovizijske kamere, gre za vrsto različnih tehnik nadzora, pa tudi gre za policijsko preganjanje. Torej, gre za to, da so te osebe, da jih je strah tako imenih pushbackov, nasilnih vračanj nazaj, izgonov, in zato iščejo čim bolj skrite poti, kjer bi imeli čim manj policijskega nadzora. Torej, te skrite poti so tudi zelo nevarne poti, pogosto. Pogosto smo videli, kot bo tudi potem Uroš povedal, če bo čas, ne? Če bom vsega časa jaz prevzela. Pogosto pač te osebe prečkajo dele rek, kjer so reke najgloblje ali pa najbolj nevarne, polne vrtincev in zato umrejo. Zato, ker tam ni toliko policijske kontrole. Ali pa grejo skozi odročne hribe, po odročnih poteh, po gozdovih, kjer ne poznajo poti, se skrivajo in v bistvu umrejo pogosto zaradi podhladitve. V bistvu so te smrti tudi zelo skrite. Večina oseb nikoli ni identificirana, ne? Za zdaj bi lahko rekli, da ne obstaja učinkovit način, ki bi povezal najdeno telo in informacije o izginuli osebi, ki bi povezal telo in ime. Zakaj? Razlogov je veliko. En od razlogov je to, da gre za pomanjkanje meddržavnega sodelovanja določenih organizacij, gre za pomanjkanje medsektorskega povezovanja določenih organizacij in dejstvo je, da, kot bo verjetno tudi jasno iz nadaljevanja, za istega pokojnika imamo različne označbe. Zato se pogosto še bolj zakomplicira celotno iskanje. In ta zadnja zadeva, tisto, kar je jasno, da so te osebe izključene za časa življenja, pa tudi po smrti. Torej, če so za časa življenja nesprejeti, nezaželeni, se to opazi v njihovem pokopu. Opazi se, da so pokopani na bolj marginalnih pokopališčih, tudi znotraj pokopališč so pokopani ob robovih, ob gozdovih, tudi ob smeteh. Tako da bi zdaj mogoče kar predala besedo Urošu. Tu so določeni prizori treh rek, Dragonje in Kolpe. Dragonje kot reke
v kateri se pravzaprav, kolikor jaz vem, ni utopil nihče, preden se v njej ni utopil begunec in potem deklica, kurdska deklica. Kolpa pa je reka, ki nosi zanimivo ime za tiste, ki poznate italijanščino, veste, da to pomeni krivda in pogosto so italijani spraševali, zakaj imamo tako čudno ime za to reko. In zdaj je postalo jasno. Čeprav lokalci jo imenujejo Kupa, tako da je to malo drugače, ampak Kolpa ima očitno je dobila pismeno ime je dobilo smisel. Zdaj pa mogoče samo na kratko, zato ker v bistvu te smrti, kot rečeno, za te smrti ne obstajajo uradni registri, smo, kot rečeno, poskušali v zadnjem času, ali obstajajo uradni registri, ampak ne celoviti, ne natančni, smo poskušali v bistvu v zadnjem času čim bolj evidentirati vse te primere. Tukaj je povezava na to tabelo, ki jo ne želimo dati v javnost, ampak jo bi samo na hitro, to pač ni tabela, mogoče, dobro, mislim tisti, ki boste želeli posebej dobiti povezavo na tabelo, bomo potem se kasneje pogovorili, zdaj bi mogoče samo predala bi se v tebi, Uroš, pa nadaljuješ. Ja. Hvala, Uroš. Torej, večkrat se vidi iz tega posledka zaslona, da zbiramo sistematično podatke po kategorijah, se pravi imena, datume, kraje, okoliščine, morebitne dodatne povezave, ki orisujejo ali pa opisujejo tragične dogodke, vse z namenom, da bi prepoznali tudi zato, da bi prepoznali vzorce. Tako kot je Uršula povedala, smrti na meji so posledica sistemskega nasilja in v tem se pač pokažejo tudi vzorci. Se pravi, naši strokovnjaki bodo o tem vedeli več povedati. Vsak na svojem področju lahko opazi, da se ponavljajo neke okoliščine ali pa neki znaki, ki kažejo na to, da imajo te smrti skupen izvor. Tabela sicer je imala nekak skrbnika njena sva midva, ampak vse nastaja v sodelovanju z kolegi tako iz Hrvaške kot s kolegi iz mednarodnih organizacij, s katerimi si izmenjujemo podatke. Se pravi, naši primeri se vključujejo tudi v večje baze na regionalni ravni ali pa na evropski ravni ali pa tudi na svetovni ravni, kjer se smrti migrantov zaradi nasilnih obmejnih režimov štejejo v tisočih in tudi v 10 000, ja. Sicer, tako kot je pač Uršula povedala, meje so pa pač povsod, ker režim se razširja na celotno območje Evropske unije, recimo, če govorimo o Uniji. Tako da v naših preiskavah se ne beležimo samo utopitev, kar so sicer najbolj očitne primeri, ampak tudi imamo primer smrti begunca, ki je skušal prečkati Alpe, imamo nekatere primere, ki so umrli v velikem prihodu beguncev pred 10 leti v begunskih centrih. Prometne nesreče so nažalost pogoste, ko tihotapci bežijo pred policijo in seveda se odpre tudi vprašanje, ali policija upravičeno preganja avtomobile, ki so potem se pravi na begu v paniki, v nesrečah in pa tako, kot je Uršula že povedala, v ostrovih, kjer ne morejo. Zdaj, čist na hitro res, da ne bomo predolgo, preiskava poteka po naši metodologiji in sledimo korakom, ki jih bomo obdelali tudi v naših pogovorih. Najprej pač se vključi policija,
zdaj ne govorimo o najmi samo preiskavi, ampak o tem, kako potekajo postopki, ko se zgodi nesreča oziroma ko umre migrant, potem se nadaljuje z obdukcijo, potem eno veliko vprašanje, na katerega upamo, bomo danes slišali, je zbiranje bioloških vzorcev, to je tudi za kasnejšo prepoznavo in identifikacijo. Prepoznali smo matični register kot en potencialen vir podatkov, tle moramo še se malo bolj orientirati, potem gre truplo v komunalno službo, kjer je potem organiziran pogreb, tukaj so, v ozadju je zakonodaja, ki to regulira, po eni strani je benevolentna, po drugi strani je omejujoča, potem pa pride do vprašanja, kako grob označi. Oseba je pokopana, koliko časa bo tam stalo obeležje, ali bo gor napisano ime, koliko časa bo grob sploh, znam drugega izraza uporabiti, obstajal. Namreč grob kot označen kraj je tudi eno pomembno vprašanje. Uradno morajo občine za grob skrbeti 10 let. V 10 letih, kolikor imamo izkušnje, grob že zgine. Tam raste samo še trava. In pa seveda zelo pomembno poglavje iskanje svojcev prek mednarodnih mrež, o čemer bo gospa Maja Murn govorila. Samo še zadnja stvar, ki so jo hotela povedati, mi se ne ustavimo pri tem, da se je oseba utopila, ampak preiskujemo okoliščine in poskušamo ugotoviti, zakaj se je to zgodilo. Zdaj imamo izhodiščne podatke, naprimer čisto konkretno utopitev 6. septembra v kraju Bukovci, o tem bo gospa Nada govorila. Vemo približno, kaj se je takrat dogajalo, ker imamo priče. Potem se pa lotimo lahko preiskave okoliščin, ki so vodile do tega dogodka. Zdaj, tukaj je slika, to je nalašč prikrita, zato ker to že vse poteka. Želela sva pa vseeno prikazati, da pač označujemo tudi s pomočjo forenzične geografije, s svetovanjem kolegov iz tujine, točke, ki nam pomagajo razumeti okoliščine smrti in razbrati v bistvu, kaj se dogaja v teh obmejnih režimih. To se res upravičujem, to spodaj je zemljevid, ni bilo mišljeno, da bi bilo toliko zakrito, mora bi se malo bolj širiti. Hvala lepa. Ja. Hvala, Uroš. Tale miza, kot rečeno, je dolga in zato smo nekako vas posedli tako, da bi nekako sledili različnim postajam, teh posmrtnim postajam, ki jih prehaja nekdo, ki premine. Zato bi najprej dala besedo Nadi Šimunič, ki je, kot rečeno, prebivalka Bukovcev. Nada, ti direktno gledaš reko Kolpo, vsak dan si v stiku s to reko in tudi skoraj vsak dan si v stiku z ljudmi, ki prehajajo meje. Zdaj, če bi lahko samo kratko povedala, kakšne so tvoje izkušnje? Jaz osebno, za sebe govorim, jaz nimam slabih izkušenj z migranti. Migranti grejo čez, če jim kaj daš, so zelo hvaležni, če jih vprašaš, ti odgovorijo, odkud so. Sploh nobeni nikdar nič ni zmanjkalo, jaz sem jim celo puščala obleko v škatlah pred vrati, če me ni bilo doma, ampak nikoli niso vzeli sami, razen če sem jaz bila doma in se jim dala. Tako da jaz nimam nobenih izkušenj slabih, nič ni bilo ukradeno, nič niso vzeli. Enkrat so otroci vprašali, lahko vzamemo jabolka, seveda lahko vzamemo. Nič takega. Imam dobre izkušnje z njimi, mislim, da so ubogi, ki grejo
nekam naprej za kruhom, za boljšim življenjem. Nimam drugačnega mišljenja o njih. Hvala, Nada. Ti si v bistvu bila 6. septembra 24, torej prejšnje leto, kot je že Uroš omenil, si doživela tragičen dogodek, utopitev mladega fanta, Maročana, v tvoji neposredni bližini in si bila na nek način prva priča. Če lahko malo poveš o tem dogodku. Ja, bilo je lepo vreme, bili smo pred vrati in smo slišali kričanje. Ker poleti zmeraj kričijo na Kolpi kanuisti. Je moj sin rekel, to so neki kanuisti. Jaz sem slišala en prizvok panike, nečesa krika za pomoč v tem glasu in sem samo skočila v butelj in sem tekla dol in sem še sam zakričala sinu, hodi hitro za mano. In sin je tekel za mano in jaz dol sem že videla, eden ob Kolpi stoji in se drži za glavo, en fant in pritečem tam in vidim, eden je že ležal na dnu Kolpe, Kolpa je bistra, to veste, ne, in se vidi vsak kamenček in on leži in moj sin je takoj pritekel in je v but skočil not in je v sekundi ga je izronil, za par sekund ga je koncoma je bila velika, visoka brežina, okrog 3 metra in smo ga komaj izvlekli ven, ker je tako mrtvo telo, nezavestno je težko in od 4 smo bili in tale fant, ki je bil z njim, prečkal mejo, nas 5 smo ga uspeli izvleči. In smo mu takoj nudili prvo pomoč in takoj pozvali reševalce, ki so prišli za 15 minut. In zelo hitro, po moje, in vsi so 1 uro so se trudili pomagati mu, da ga oživijo. On je bil še topel, ko smo ga iz vode izvlekli, ampak nismo uspeli. To nas je zelo zaznamovalo. Ta drugi dan je bil rojstni dan od mojega sina in seveda nismo slavili sploh. In zelo nas je to, vse nas doma nas je to prizadelo, smo sveče palili, še zmeraj, ko pogledam dol, se spomnim, da je on tam izgubil življenje, da tam leži in to. Zelo mi je bilo žal tega njegovega bratranca, ki je bil z njim, ker je bil zelo pretrešen, zelo se je tresel. Moj sin ga je objel, da mu pomaga na ta način. In hkrati ta smrt, ki si bila direktno neposredna priča, ni edina smrt. Ko sem gledala, recimo zdaj, ravno danes sem šla spet pogled ta seznam, zbran seznam smrti, je v Vukovcih, v Čakovcih, v bližini tvoje hiše kar veliko primerov. Ja. Kako v bistvu kot lokalna prebivalka, kot nekdo, ki živi celo življenje tam, gledaš na te smrti? Ja, pogledajte, za nas je Kolpa, kot si ti už odprej rekla, Kolpa je zdaj greh, resnični greh. Takrat je bila Kolpa, ker smo se mi naučili plavati, ker smo mi svoje otroke naučili plavati, ker smo mi uživali v tej Kolpi, taka bistra. Mi smo imeli do nedavno vodovodu iz Kolpe, mi smo pili vodo iz Kolpe. In zdaj je ta Kolpa taka žalost, grozeča reka, grob arabskih fantov, zelo dosti jih je tam, da je samo eno življenje dosta, tam ne vem, če jih je 8, 10, 12, 24, veliko jih je, ja, jaz vem vsaj za 20 primerov. Hvala, Nada, za to prvo osebno izkušnjo. Nekdo, ki ima izkušnjo migracije, nekdo, ki je dal skozi balkansko migracijsko pot, je tudi Samar Arkawi, ki je z nami in bo na koncu tudi bo predstavil svoj pogled. Zdaj pa dala mogoče besedo Gregorju Haringu, ki bi, ja, sem nekako narobe posedla, se prevečujem. V bistvu, kot zaposleni na Inštitutu za sodno medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, imate že dolg časa stik z osebami, ki umirajo na ozemlju Slovenije. Bi lahko povedali, kaj opazite? Jaz vem, da je to zelo težko v parih besedah, ampak
kaj bi lahko rekli, kaj so te skupne značilnosti, če sploh so? Hvala lepa za vabilo in priložnost, da predstavim nekako še naše delo oziroma naš pogled na pokojnike, ne samo migrante, ali pa na vse in tudi migrante, če lahko tako rečem. To je tale strašna ali pa tokrat imenovana balkanska pot. Bom rekel, za naše delo sta pomembni mogoče ta vijolična in pa modra črta, ki nekako prečka ta južno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Tale pot čez Madžarsko mogoče niti ni toliko pomembna, ker z Madžarske v Slovenijo nekako ne opažamo nekih migracijskih tokov, predvsem prihajajo iz Hrvaške. Tu je zdaj en kratek pregled. Modro so prehodi meje strani migrantov, ki pridejo vsako leto v Slovenijo za zadnja 4 leta oziroma 5 let. Oranžno prikazuje število smrti ljudi v Sloveniji, tako državljanov Republike Slovenije, kot vseh tudi tujcev, ki na našem ozemlju umrejo. Siva je število naših obdukcij na leto, ki jih naredimo. Zdaj le teh pregledov migrantov, ki jih opravimo, je pa malo in na ta graf ne padejo, zato je tule nekako malo več prikazano. Približno nekje 5 ljudi ali 5 pokojnikov, 5 neznancev na leto gre skozi Inštitut za sodno medicino in nekako pašejo v skupino migrantov. Je pa res, da to ni absolutna številka in to niso vsi migranti, ki umrejo v Sloveniji. Določen del se jih lahko obducira tudi v Novem mestu ali Mariboru, lahko tudi celo v Izoli, tako da nimamo mi tu neke absolutne številke, niti nekako ni sistema, da bi si ti ljudje prišli k nam na inštitut, čeprav bi to morda bilo zaradi vseh postopkov smiselno. Kaj opažamo, je bilo zdaj nekako prvo vprašanje, oziroma kaj so skupni imenovalci vseh teh ljudi. To so osebe brez znane identitete. Neznanci, mi jih imenujemo NN, Američani imajo Joe, Jane Doe ime za to. Skratka, to je prva posebnost, ampak neznane osebe niso samo migranti, so tudi prebivalci Slovenije, ki jim pač v času najdbe ne poznamo identitete. Drug problem, ki ga opažamo, ali pa kar jim je skupno, da so to ponavadi po smrti precej razpadli ostanki človeškega telesa. Večina jih prihaja, kot smo že rekli, z območja reke Kolpe, ta je pač postala naša najbolj nevarna in najbolj smrtonosna reka. Poleg tega, v čemer se razlikujejo, bom rekel, od domačinov, če smem tako reči, ali pa neznanih posmrtnih ostankov prebivalcev Slovenije, so predvsem oblačila, ker so debelo oblečeni v več slojev, imajo nahrbtnike z nekimi, kako bi temu rekel, osebnimi predmeti, ki jih potrebujejo za pot, in pa tudi potrdila, ki jih dobijo na prehodu meje, ali je to z Turčije v Grčijo ali z Grčije v Srbijo in tako naprej. Drži, da so na teh potrdilih neki osebni podatki, ki pa ni nujno, da so točni in da držijo. Tako da to je nekako to, kar zaznamuje te posmrtne ostanke, za katere predvidevamo, da so ali pa da so bili migranti. Kakšni so postopki, ki se začnejo po smrti oziroma kaj je naše delo? Mi nekako delujemo po načelu Interpolovega DVI protokola. DVI, to je Disaster Victim Identification, oziroma ugotavljanje identitete žrtev množičnih nesreč. V pomoč so nam tu tudi protokoli Rdečega križa, protokoli, Minnesotski protokol. Naše delo ima glavni namen zbiranje tako imenovanih posmrtnih ali postmortalnih podatkov, da lahko te podatke primerjamo z nekimi pred smrtjo zbranimi podatki oziroma z nekimi opisi, ki jih podajo svojci, prijatelji ali kdo drugi, s ciljem, da tem ostankom, te osebi vrnemo identiteto, ugotovimo ime, priimek,
ter se potrudimo oziroma skušamo na nek način z vsemi inštitucijami, ki morajo biti to vključene, od pogrebnih podjetij, policije, konzulatov, nekako doseči repatriacijo, vrniti te ostanke svojcem pokojnika. Kje se postopki začnejo? Postopek se začne tam, kjer se posmrtni ostanki najdejo. Tukaj je že prvi problem, ki se v naši državi pojavi, že na samem kraju niso vsi obdelani enako, pregledani na enako oziroma na isti način in niso zabeležene iste lastnosti, ki nas zanimajo. Zdaj, od česa je to odvisno, predvsem od policije oziroma od kriminalistov, ali na ogled povabijo koga od nas, specialistov, ki smo zaposleni na Inštitutu za sodno medicino in se držimo nekih stalnih protokolov, ali te oglede opravljajo lokalni dežurni zdravniki, ki so preobremenjeni predvsem z urgentnim delom in za več časa, pol ure, 1 uro, 3 ure dolg ogled posmrtnih ostankov enostavno nimajo časa. Postopki se na to nadaljujejo, vkolikor so pripeljani v Ljubljano na Inštitutu za sodno medicino, kjer se poslužimo klasične obdukcije, kjer skušamo najprej z zunanjim pregledom ugotoviti neke individualne značilnosti, ki jih vidimo že navzven, kaj natančno se bomo malo kasneje vrnili. Sledi neka antropološka analiza po vseh parametrih in smernicah za antropološki pregled posmrtnih ostankov. Eden izmed namenov tega dela je ugotavljanje vzroka smrti, pri tem pa tudi skušamo odvzeti biološke vzorce, po eni strani po odredbi policije, po drugi strani pa tudi po lastnih smernicah, pač da lahko ugotovimo od toksikoloških vpliv ali nekih toksikoloških preiskav do tega, da imamo vzorce za primerjavo, za ugotavljanje same identitete pokojnih oziroma posmrtnih ostankov. Zdaj, mi zbiramo, kot sem že rekel, postmortalne oziroma posmrtne podatke. To pomeni, da nas zanimajo oblačila pokojnika, barva, znamka, velikost, vrsta, material, nakit, ki ga ima pokojnik na sebi, ta je sploh zelo poveden, naj si gre za uhane, verižice, prstane, piercinge, karkoli pač navesimo na telo, če lahko tako rečem, neke osebne predmete, dokumente, ki bi morda nakazovali na identiteto, tetovaže, tatuji so v zadnjem času sploh zelo moderni, pa bom rekel skozi vse kulture, ne samo zahodno, tako da te so tudi zelo povedne, tudi dolgo obstojne, kar pomeni, da če imamo že napredovalo posmrtno, začetno razpadlo truplo, se tetovaže še vedno vidijo in so zelo povedne. Razne brazgotine, ki so lahko ali posledica poškodb, ali posledica nekih medicinskih posegov na telesu, ali so posledica iniciacijskih ritualov posameznih plemen. To so vse značilnosti, ki marsikaj o tej osebi povejo, kje se je gibala, kako se je gibala in kaj je počela za časa življenja. Nadalje značilnosti, ki jih ugotovimo pri sami obdukciji, ali so bili opravljeni kakšni medicinski posegi, so v telesu, ne vem, proteze, implanti, kakršnekoli drugi medicinski material, ki ima neke serijske številke in podobno, na podlagi česa bi lahko osebo identificirali, popišemo zobni status, izmerimo višino, težo, določimo barvo las, oči, tudi kože, pregledamo, preverimo bolezenska stanja, tudi morebitne poškodbe in vse druge posebnosti. Na podlagi teh podatkov mi lahko v neki bazi pogrešanih oseb iščemo podobne osebe s podobnimi lastnostmi in iz množice nekih pogrešanih izločimo 1, 2 ali 5 ljudi, ki bi lahko pasali ali pa pripadali tem našim posmrtnim ostankom. In šele na to nadaljujemo, bom rekel, z nekimi dražjimi metodami, kot je DNK primerjava, za kar je pa seveda potrebno imeti neke sorodnike, primerjalne vzorce, kar je pa zaenkrat še precej težko do njih priti.
Načeloma na podlagi teh posmrtnih ostankov skušamo sestaviti biološki profil, kar pomeni, da skušamo določiti spol, starost, postavo in poreklo te osebe. V tujini pri nas na žalost ne, bili so neki poskusi strani policije, pa se ni najbolj odneslo, ker je to precej časovno zamudno delo, poskušajo tudi z rekonstrukcijo obraza. Se pravi, na podlagi skeletiziranih ostankov lobanje ali pa 3D modela lobanje se naredi rekonstrukcija obraza, ki se potem objavi v nekih javnih občilih, socialnih medijih in tako dalje. In če katera od ostalih oseb, ki so bile ali v skupini s to pogrešano osebo ali svojcev, ki so že v Evropi, prepozna človeka, se potem lahko gre naprej v iskanje in potrjevanje identitete. Končni koraki, se pravi primerjava teh posmrtnih podatkov z bazo pogrešanih oseb, zato zbiramo tudi svojci, bom rekel, ali pa ko prijavimo pogrešano osebo, povemo, kako je bila oblečena, kakšne postave je bila, barva las, barva oči in na podlagi tega te podatke združimo in skušamo ugotoviti identiteto. Kot sem rekel, pozitivna identifikacija je naš cilj ter repatriacija, da vrnemo posmrtne ostanke svojcem, da jih lahko pokopljajo, žalujejo. V prihodnosti, mogoče bi zdaj malo reklame naredil, v sklopu Evropske unije ali pa v celotni Evropski uniji poteka en projekt, ki se mu reče MDVI, pod okvirom agencije COST, gre za Migrant Disaster Victim Identification. Nekako te smrti migrantov v Evropi so prepoznane kot nek množični dogodek oziroma celo kot neka katastrofa. Moramo tu zajeti vse, tudi tiste, ki umrejo na Sredozemlju, na čolnih, ne samo te, ki se utopijo na rekah ali zmrznejo v Alpah. Nekako znotraj tega projekta imamo 4 podskupine. Ena se ukvarja s temi fizičnimi podatki, torej antropologija, forenzika, sodna medicina in združuje tele strokovnjake. Druga skupina se ukvarja z digitalnimi podatki, torej kaj migranti objavljajo na socialnih omrežjih med svojo potjo, kaj objavljajo tihotapci in skuša z tehle digitalnih sledi prepoznati pogrešane na podlagi podatkov, ki jih nekako zbere prva skupina. Četrta skupina so potem tisti, ki se nekako s politiko in tem delom ukvarjajo, z nevladnimi organizacijami, kako najti poti, načine, da bi pridobili posmrtne podatke ali našli svojce, ki nekoga pogrešajo v Afriki, Bližnjem vzhodu oziroma Pakistanu, Indiji, da bi prišli do teh podatkov, da lahko te ljudi, ki umrejo v Evropi, identificiramo in vrnemo. Ter četrta skupina, ki nekako skrbi, da se mi vsi v teh skupinah konstantno izobražujemo in napredujemo. Pa da ne bo vse tako črnogledo, res je, da nekako velja, da 22% migrantov, ki umre v Evropski uniji, je identificiranih, se pravi 78% pa ne. Z malo volje se da. Imeli smo primer 2 fantov, ki sta se utopila v Kolpi, ker je brat enega od teh pač prijavil v Italiji pogrešano osebo in da je čudno, da se mu več ne javlja, je preko konzulata zaprosil za podatke in smo iz Pakistana dobili genetske profile mam od obeh, ter jih uspešno identificirali in tudi poslali nazaj domov. Tako da z malo volje, želje in sodelovanja na več nivojih se da. Še nekaj, prej je kolega rekel, zbiranje bioloških vzorcev. Ja, mi vsaki neznani osebi odvzamemo vzorce, iz katerih naredimo genetski profil, ki ga pa po zakonu in pravilniku moramo poslati na policijo. Oni so tisti, ki lahko zbirajo oziroma vodijo bazo pogrešanih oseb, v katero ta profil zavedejo in tudi oni so tisti, ki potem potrjujejo identitete, tako da od tega trenutka dalje je stvar policije, ne več nas. Mi smo potem samo, če dobimo
povratne informacije. Tako da, to bi bilo na kratko z moje strani vse. Hvala lepa. Najlepša hvala za te pomembne informacije. Jaz upam, da bo v času razpravi, da se vrnemo k njim, ker je gotovo veliko novega, pripovedanega, tega res hvala. Ja, mogoče radi malo več oči. Zdaj pa prosila, torej, znanje od Samo Kavčič, kot rečeno, direktor komunale Črnomelj. Samo vi ste v bistvu na državni ravni pravzaprav en prvih, ali pa celo bi lahko rekli pionir v tem, da ste na nek način mogli sami najdevati prakse, načine, reševati številne dileme, ki se pojavijo ob stiku z ljudmi, ki so umrli na mejah. Zato me zanima, kako so se lotevali teh dilem, katere so bile te dileme, tako pri pokopu, kot pri ozračevanju njihovih grobov. Ja, hvala lepa za povabilo. Najprej poudaril, da sem tukaj načeloma v 3 vlogah. Eno je direktor komunale, ki se s tem pač profesionalno ukvarjam, v skladu z zakonom in ostalimi akti. Potem sem tudi človek, ki se med te zadeve kar so dotaknili, oziroma se me še vedno se dotikajo, pa tudi prebivalec območja, na katerem se to dogaja, in tukaj bi sam rekel, strinjam se popolnoma z nobene slabe izkušnje, do zdaj še nisem imel, da sem srečal že pri nekaj. Sicer ne v vodi, pač drugje, ampak nobene slabe izkušnje nimam. Tako da, če ne bi te druge 2 vloge, verjetno danes smo ne bi tukaj, ampak danes smo moram pač predstavljati uradno, kar se tiče komunale. Kaj ste me že vprašali? Torej, gre za številne dileme, ki ste jih imeli. V bistvu, vi ste ni prvih, pravzaprav na državni ravni, ki ste sploh imeli stik, pa ne samo enkrat, z ljudmi, ki so v vašem kraju umrli, ne? V koliko? Ja, te dileme so se začeli za prvim primerom. Prvi primer po teh podatkih je bil 9.4.2018. To je bil tudi naš začetek ukvarjanja s to poredno dejavnostjo, oziroma malo prej smo s tem začeli delati in pojavila se je neznana oseba. Postopek je bil takšen, kot ga je kolega prej opisal, se pravi šel na sodno obdukcijo, se je vrnil čez nekaj časa k nam, za tega se pol kasneje tudi ugotovili, kdo je. Prvi, ki smo ga pokopali, je pa bil 26.9.2019, se pravi, za tega se pa ni zvedlo, kdo je, in mi smo ga dobili nazaj, po preteku tistih 60 dni, ko so obvezne, je moralo občina naročiti pogreb neznane osebe. In zdaj smo razmišljali, če bi občina kot naročnik pogreba vztrajala na, kar je najcenejše za občino, na kremaciji in restauraciju pepela, kar mi smatramo tudi kot socialni pogreb, se bi to pač naredili. Ampak takrat ni nihče dejansko vedel, kaj bi bilo pametno narediti, in smo se odločili čisto tako po eni zdravi kmečki pameti. Če je to neznana oseba, če je to nek migrant, obstaja velika verjetnost, da prvič, da je musliman, ne vemo, kdo je, ampak verjetnost je velika. In pa da, če se bo čudež zgodil in ga bojo enkrat kasneje identificirali, obstaja tudi verjetnost, da ga mogli, oziroma da si bo kdo želel ga prenesti te posmrtne ostanke v svojo domovino, oziroma kam drugam. In zato smo se pač takrat odločili, da ga pokopljamo klasično in ga damo v tudi pocinkan vložek, da je morebitna ekshumacija malenkost lažja. Mi smo oddali tudi označbo, sicer tako, neversko, neko civilno, to je, rečemo, piramida, čeprav matematično to ni piramida, znak na grobu, in smo ga napisali neznana oseba. In potem se je pa izkazalo, da je ta naša odločitev na neke vrste pametna, ker enega smo na koncu tudi že sumirali in odpeljali se ga nazaj v domovino, tako da ta postopek zdaj kar nažalost ponavljamo. Do zdaj 15 jih imamo, do zdaj umrlih, eni so šli deliti z obdukcije že v domovino,
7 jih je pa še pri nas. Oziroma 7 je pri nas v Kopanjih, 2 sta pa še verjetno pri vas, oziroma pri vas ali pa v Novem mestu. Zagotovo, če ne celo vlada. To je to. Hvala za to. Ravno, ne vem, če se kaj vidi, ampak zadnji je ravno ta grob neznane osebe s to piramido, ki ste omenili. Zdaj mogoče samo še to, kot je že Uroš omenil, po 10 letih občina nima več, ni več odgovorna, da skrbi za grob. V določenih primerih, v določenih občinah že opažamo, da nameravajo grobove oseb, ki so umrli na meji, prekopati. Torej, s tem se bo za njimi izgubila vsaka sled. Kako vi razmišljate o tem? To se ne sme zgoditi, pa tudi ta podatek, da jih lahko po 10 letih prekopljajo, po domače rečeno prekopljajo, ni pravi, ker zakon pravi, da če ni plačnika grobnine oziroma najemnika groba, je pač ta grob v mirovanju, ni pa iz finančnega vidika v mirovanju. Drugače pa je v zakonu, mislim, da piše 20 let oziroma od sestave materijala, kajti določena tam, kjer je ilovica, kjer ni dovolj zraka, določeni posmrtni ostanki ostanejo, ne bi rekel, nedotaknjeni, ampak zelo dolgo se ohranijo. Se pravi, mi imamo grob v mirovanju iz finančnega vidika, medtem ko pokojno struplo pa ni še v mirovanju najmanj 20 let. Se pravi, takšnega groba se ne sme prekopati, tudi če ni plačnika. In zaenkrat mi za občino nismo še tega dorekli, da bi občina bila plačnik oziroma najemnik tega groba in ga mi pač vodimo kot grob v mirovanju, za katerega noben ne plačuje grobnino. Mi pa na nek način v sklopu standardnega vzdrževanja pokopališča tudi še te trave pa te okolj malo pogajamo, tako da zgleda približno grobo podobno. Torej, gremo po poteku dogajanja, in ko pride do pokopa, je bila Fajla Pašič večkrat zraven kot predstavnica, nas kot civilizirane družbe, hvala Fajla, in je poskrbela za to, da je bil pokop dostojen, da je v nekaterih primerih se pravi tudi obeležje primerno in pa tudi za postopke, kadar je šlo za osebe muslimanske veroizpovedi. Če lahko prosim. Ne vem, a si predvidela en PowerPoint, a ne? To vidim. Tale, ja. Pozdrav tudi v mojem imenu in res iskrena in ponižna hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali in opolnomočili ljudi na teh izjemno težkih poteh. Migrantov, nas, ki smo bili udeleženi, spremljajo te usode že kar nekaj časa, s tem živimo, s tem bomo tudi mi umrli, kajti zaznamovalo nas je izjemno travmatično okolje, izjemno traumatični trenutki in te slike nekako živijo z nami in jih je dobesedno nemogoče tudi izbrisati iz našega spomina. 28. novembra, ko sem bila v službi v azilnem domu na Viču, sem bila obveščena, da se je na avtocesti med Vrhniko in Brezovico zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta 2 migranta takoj izgubila svoje življenje, enega pa so pripeljali v ljubljanski klinični center. Njegovo stanje življenjsko je bilo tudi zelo ogroženo. V tem avtomobilu je bilo 9 oseb, 3 so bili v prtljažniku in vsi ostali na sedežih. Tisti, ki so bili v prtljažniku, so ob trku z ograjo takoj popadali iz prtljažnika in ta 2 sta bila tudi takoj mrtva. Obvestili so me, da bodo preživele pripeljali v azilni dom na Viču, kjer jim je potrebno nuditi psihosocialno podporo, se z njimi pogovoriti in vsekakor nadaljevati s postopki, ki so v teh primerih tudi bili izjemno nujni.
To je Eldaher Ahmed, ki je bil fant iz Sirije. To je dete, ki je ob prometni nesreči bilo premeščeno v Ljubljanski klinični center na intenzivni oddelek. Jaz sem drugi dan ga obiskala v bolnišnici in se pogovorila z zdravnikom in nekako prevzela odgovornost za posredovanje vseh informacij v zvezi z njegovim zdravljenjem, v zvezi z njegovim napredovanjem, možnim, in pa v zvezi z njegovim slabšanjem situacije. Fanta nisem poznala, tudi on mene ne, ampak jaz sem bila 4 mesece vsak dan pri njem. Vsak dan, vseh teh 4 mesecih poslušala izjemno slabe napovedi o njegovem življenju. Nekako mi je bilo dano vedeti, da on te nesreče ne bo preživel. Žal se je ta napoved tudi uresničila. Ahmed je v bolnišnici tudi umrl. On je bil 3. žrtev te prometne nesreče in dejansko sem tudi zanj prevzela vso odgovornost o zdravljenju, o postopkih, nadaljnjih pogrebu in dejansko tudi njegovi doživljenjski skrbi za grob, pokopanje na Ljubljanskih Žalah, zraven svojih obeh prijateljev. Vsi trije pa so bili stari komaj 20 let. Pri identifikaciji trupla sem bila pozvana na način, da sem v mrtvašnici na Ljubljanskih Žalah odprla truge in poskušala ugotoviti, kdo je kdo. Fanta sta bila 2, za Ahmeda smo že potem vedeli, kdo je. Za prva 2 sirska fanta pa je bila potrebna identifikacija na podlagi fotografij, ki so mi jih poslali njegovi bližnji, njegova družina, in pa po identifikacija ni bila možna, kajti trupla so bila izmaličena ob prometni nesreči. Zato me je mama enega izmed fantov prosila, če ga lahko obrnem. Imela sem jo na videoklicu, kajti on ima na levi roki majhno tetovažo in ker jaz berem arabsko in znam arabsko, je na tej tetovaži pisalo Ummi, kar v arabščini pomeni mama. In ko smo na tem videoklicu ugotovili, da je ta tetovaža res obstajala, smo potem dobili ime in priimek tega otroka, jaz jim rečem otroci, in potem smo tudi dejansko za drugega imeli ta postopek identifikacije bil nekoliko lažji. Na Žalah so seveda prosili oziroma že kar zahtevali celotno dokumentacijo, njihove osebne dokumente, na podlagi katerih bodo jih tudi uvedli v sam sistem. Teh dokumentov seveda ni bilo. Jaz sem prosila, da ne mi dajo čas, 24 ur, da bom prinesla vse, kar je potrebno. In smo to tudi seveda storili, vključila sem vso svojo socialno mrežo, dokumente je bilo treba dobiti, jih je bilo treba prevesti, kajti bili so v arabskem jeziku. In pa potem se je pa pojavil nov problem, in sicer ta, da so na Žalah zahtevali podpisnika najemne pogodbe o teh grobovih in pa seveda plačilo. Vsi vemo, da so pogrebi v Sloveniji lahko zelo dragi. Vnaprejšnje plačilo za vse 3 fante, oziroma najprej za 2 in potem še za 3. je predstavljal kar en tak velik znesek, ki smo ga mi tudi uspeli zbrati in nabrati, plačati vse stroške, ki so ob tem nastali. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji se je vsem stroškom oziroma vsem plačilom tudi odrekla, tako da smo dejansko plačali pogreb. Jaz, ko danes pogledam tisti predračun, me kar stisne. Obračunano je bilo vse, od prevoza z Vrhnike do mrtvašnice, do ležanja v mrtvašnici, hladilnice, dežurne številke, skratka znesek je kar rastel.
da smo potem v enem dnevu pokopali oba fanta. Jaz sem po pogovorih s preživelimi prišla v stik z družinskimi člani, ki so dejansko potem na pogreb tudi prišli. Prišli so iz Malte, stric iz Saudske Arabije žal ni mogel, ker je zbolel. In s temi družinskimi člani jaz še danes ohranjam stike, se pogovarjamo, jim pošiljam fotografije. Na koncu koncev sem podpisala doživljenjsko odgovornost za skrb vseh teh grobov, kar pomeni vzdrževanje grobov, plačevanje te najemnine. Muslimani verjamemo pa smrtno življenje in verjamemo, da odhajamo z tega sveta in da se bomo na tistem svetu živeli v takšni obliki, kakršni smo z tega sveta tudi šli, zato upepelitev v teh primerih ne pride v poštev. Na žalah so bili malo skeptični, zakaj enojni grobovi, muslimani se tako pokopljemo, nimamo skupnih grobov. Upepelitev, kot sem omenila, ni izvedljiva in ni možna. In jaz nekako sem čutila to vso moralno odgovornost, glede na to, da sem bila seznanjena s to nesrečo, da tega ne dovolim in da preskrbim vse, res vse, kar bodo tam tudi želeli, zato da se tem fantom omogoči človeka dostojen pogreb. Ko je umrl še Ahmed El Daher v bolnici, po teh 4 groznih mesecih mojega udejstvovanja in upanja, da pa bo fant preživel, star je bil komaj 19 let, smo potem podoživljali ponovno vso to birokratsko, kruto realnost. V tistem danem momentu sem se počutila, kot da sem jaz država. Jaz sem in policija, in upravna enota, in ministrstvo, in urad za oskrbo in integracijo migrantov. Zakaj? Zato, ker nihče od teh institucij ni želel prevzeti odgovornosti za njihov pogreb. Kajti to so bili, in ta beseda prehod v današnji prezentaciji je tako zelo pomembna. Ne? Oni so bili v prehodu, oni niso bili v Sloveniji registrirani kot prosilci za mednarodno zaščito, niso bili registrirani kot begunci, kot migranti, kot državljani, oni so bili v tranzitu, v prehodu. In v tem prehodu so bili oni dejansko neznane osebe. In zato nobena institucija ni prevzela odgovornosti, niti asistence pri njihovi zadnji poti. In potem sem jaz urejala vse, kar je bilo potrebno, bilo je zelo mučno. Vsej tisti bolečini se moraš ukvarjati z vsemi postopki in protokoli, ki jih moraš spoštovati, ne glede na to, s kakšnimi dokumenti razpolagaš ali niti ne. In potem dobim klic iz Ministrstva za zdravje, da je znesek zdravljenja migranta Ahmeda znašal okoli 100.000 evrov in kdo je v tem primeru plačnik. Glede na to, da poznam tudi ljudi na ministrstvu, sem prosila za sestanek, na katerem smo potem dorekli, da civilna družba ne more kriti teh stroškov, da imamo nek aparat, da imamo neka sredstva, ki so namenjena zdravljenju migrantov pri nas. In so rekli, točno je, to je res, ampak mi imamo določena sredstva in če jih bomo uporabili za njegovo zdravljenje, za račun, ki ga je stavil klinični center, potem so vsi ostali migranti za letošnje leto prikrajšani v zdravstveni oskrbi in negi. Jaz sem insistirala na tem, da je država plačnik v tem primeru, kajti to so bili ogromni zneski, z velikim negodovanjem so potem to tudi sprejeli in ta znesek tudi poravnali. Dobila sem pa še en prijeten klic v tistem času in sicer klic gospoda Davida Tržana, ki je dejal tako: Dober dan, a ste vi gospa Faila? Se rekla, po potrebi, včasih sem, včasih ne. In mi je dejal, vi ste prva stranka, ki sem jo jaz v svojem življenju poklical, jaz strank ne kličem, sem pa odvetnik David Tržan. Prebral sem v medijih, kaj se je zgodilo in dovolite mi, da brezplačno zastopam družine teh umrlih fantov. Jaz sem potem jih povezala, sodelovala sem tudi na
sojenju temu vozniku, bosanskemu državljanu, ki je njih tudi prevažal. On je na sodišču zagovarjal, da je bila napaka seveda na strani migrantov, ki so histerično vpili, da je upočasni, ki so ga motili, trepljali po rami. Seveda so fantje imeli drugačno zgodbo, da je bilo dogovorjeno z 2 avtomobili, ne z enim. Skratka, kot priča na sojenju sem podala točno tisto refleksijo, ki sem jo v tistem danem trenutku tudi čutila. Gospod je kasneje bil obsojen, družina pa je pred parimi meseci šele prejela odškodnine, vsi trije, v znesku 8.000 evrov, zelo mizerno glede na to, kako smo mi si zastavili oziroma odvetnik. Tako da neko zadoščenje je, ampak teh mladih življenj ni in glede na to, da muslimanske družine v svet pošiljamo naše najmočnejše člane družine, ki bojo skrbeli za družine, ki so ostale, se to v tem primeru žal ni zgodilo. Potem pa so me čez nekaj časa obvestili, da je v izolski bolnišnici umrla novorojenčica ob rojstvu, da družina prihaja iz Afganistana, da govorijo farsi in da se dejansko ne morejo sporazumeti, kako naprej. Glede na to, da poznam zelo dobro protokol muslimanskih pokopov in pogrebov in teh ritualov, muslimani telo umijemo, res zelo klinično umivanje telesa in zavijanje v belo rjuho. Verjamemo, da se bomo na sodnem dnevu vsi znašli v belih opravah, tam se ne bo vedelo, kdo je bil direktor, kdo je bil kriminalec, kdo je bil učitelj, kdo je bil zdravnik, kdo je bil reven, kdo je bil bogat, vsi bomo pred Bogom enaki. To žensko, migrantko iz Afganistana je pri porodu asistiral moj bratranec, ginekolog Denis Čatič, ki me je potem tudi poklical in me vprašal sledeče. Faila, povej mi samo, da ne boš ti umivala te deklice. Rekla sem, da bom, ne glede na to, v kakšnem stanju je rekel, jaz ti tega ne priporočam. Deklica je v razpadajočem stanju, kajti mama jo je nosila kar nekaj mesecev mrtvo v svojem trebuhu. In vsa ta pot pešačenja iz Bosne do Slovenije je dejansko bila izjemno težka. Deklica se je rodila mrtva. Umila sem jo jaz. Na pogrebu sem bila prisotna z 2 osebami iz pogrebnega društva Izola. Pogreb je bil predviden ob 2. Jaz sem prosila pogrebno službo, naj še malo počakajo, kajti prihajata tudi mati in oče te deklice na pogreb, ki pa so bili nastanjeni takrat v Logatcu. Bilo je 15:45 in potem že 20:45 in potem sem jaz poklicala socialno službo v Logatec in vprašala, kdaj bodo starši prišli na pogreb deklice, zato da, ker se nam že malo mudi. In potem je socialna delavka dejala, Faila, oprosti, oni so že v Italiji. Tako da sem bila na tem pogrebu sama, s to deklico, dobesedno v naročju, se z njo se poslovila, jo zavila v belo rjuho, postavila tisti trenutno ploščo in obljubila, da je zdaj od danes naprej ona moja skrb. Vsem tem migrantom je bilo potrebno tudi postaviti spomenike. To je pokopališče na Jesenicah, mislim, da smo mi edini v državi, ali ne vem, če tudi v Mariboru ne, ki imamo urejeno muslimansko pokopališče. Vsi, ki izhajamo iz verskega načina življenja, vemo, da muslimanski pokop je drugačen, da so posebni postopki, posebni rituali, truplo je obrnjeno proti Meki. Skratka,
Na Jesenicah imamo to zelo, zelo lepo urejeno in nekako so te nagrobne plošče vsem enake. Zelo skromne, najbolj skromne, z imenom, priimkom, letnico rojstva in letnico smrti. Rada bi vam pa še pokazala en video, ki so mi ga poslali pa starši od teh fantov, oziroma to je oče in mati enega izmed njih. Preplavilo me je občutki te nemoči, zato ker gre za izjemno revno družino, ki je živela v šotoru in je bil Ahmed res tisto zadnje upanje, ki bo poskrbelo, da bo ta družina v Siriji zaživela neko dostojno življenje. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير. كتب لي رسالة. الله يرحمك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والدة للمرحوم أحمد. مشكورة كثير. الله يبارك فيك ويجزيك الخير. Ahmed je bil edini sin v tej družini in ravno danes sem govorila z njegovimi družinskimi člani, ki potrebujejo mrliški list za urejanje nekih podrobnosti. Skratka, ko sem podpisala najemno pogodbo za vse njih, oziroma za 7 migrantov, 3 so potem prevzeli moji prijatelji, jaz plačujem še za 4. Dejansko nisem vedela, da je to moja doživljenjska odgovornost. In danes sem se ujela v razmišljanju, kaj pa ko mene več ne bo. Hvala. Hvala, Frida. Zadnja, kako bi rekel, faza v posmrtnem življenju migrantov pa je tudi, kar je Frida že delno nakazala, iskanje svojcev. V teh primerih so bili svojci hitro odzivni, so se tudi vključili v postopke. Imamo pa primere neidentificiranih migrantov ali pa identificiranih migrantov, pa ne najdemo, ali pa njihove družine ne vedo, da so umrli. In v teh primerih se potem predvidoma vključijo različne službe. Rdeči križ že pač ima zelo, kot smo se pogovarjali, po mojem morajo dobro razvit program na mednarodni ravni. V iskanje oziroma vzpostavljanje stikov s svojci so pa vključene tudi nevladne organizacije, aktivisti, med njimi je tudi Infokolpa. Tit Stars tudi o tem na enem konkretnem primeru predstavil, kako to poteka in kakšne ovire naletimo pri tem. Bi pa gospod Maja Moren za začetek vprašal, pogovarjali smo se, da bi nekako probali plastično na konkretnih primerih, če bo šlo, predstaviti, kaj se da narediti. Zdaj, predvideli smo, da bi vzeli 2 hipotetični situaciji, ki pa se v realnosti dejansko manifestirata. V Sloveniji umre neznana oseba, predvidoma migrant. Kaj lahko glede na svoja pooblastila, ki jih imate po zakonu, stori v takem primeru Rdeči križ? Najprej najlepša hvala za povabilo danes, da sem lahko udeleženka tega zelo pomembnega dogodka, zelo žalostnega, ampak zelo pomembnega, da se o tem pogovarjamo, ker izguba človeških doživljenj, pomanjkanje humanosti, dostojanstva, vse to je v tem kompletu, teh dogodkov, o katerih se danes pogovarjamo. Preden odgovorim na to vprašanje, mogoče naj malo bolje pojasnim, zakaj se Rdeči križ sploh s tem ukvarja, ker marsikdaj za nas se niti ne ve, dokler ljudje ne potrebujejo našo podporo in pomoč. Rdeči križ oziroma mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca
je mreža nacionalnih 191 nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca po svetu in pa Mednarodnega odbora Rdečega križa oziroma ICRC-ja, skratka, in pa Mednarodne federacije društev. Torej imamo zelo veliko mrežo, kar pomeni, da smo tudi zelo lokalno prisotni. Recimo v Sloveniji imamo 890, pa zdaj to izpade kot neka predstavitev, ampak je zelo pomembno pri tem delu, ki ga upravljamo, oziroma tem poslanstvu. V Sloveniji imamo recimo 890 cirka, kar številka se spreminja, krajevnih organizacij, potem imamo 56 območnih združenj, ki smo nekako združeni potem pod zvezo združenj, od koder jaz prihajam, ker je sedeža Rdečega križa Slovenije, tako imenovanega, in potem smo kot nacionalno društvo vpleteni v to mrežo. Kar pomeni v tem mednarodnem okolju, da smo pač zadolženi za naloge in dejavnosti, izvedbo nalog tukaj za področje Slovenije. Na Hrvaškem je Rdeči križ Hrvaške in tako naprej. Zdaj v tem konkretnem primeru, če se najde oseba, ki še ni identificirana, in na podlagi zakona o Rdečem križu, ki obstaja, pa se vas sliši? Se sliši tam od zadnje, to je važno. Ja, Skratka, na podlagi zakona o Rdečem križu imamo mi javno pooblastilo, ki je, geneza tega javnega pooblastila je v bistvu Ženevskih konvencijah iz leta 1949, ker imajo svojci pravico izvedeti glede v svoje usode izginulih družinskih članov. Bodi si v vojnah, bodi si v izrednih razmerah, pač v teh nekih nerednih življenjskih situacijah. Tako da to javno pooblastilo nam nalaga nalogo in pa pravice, da poizvemo, kar smo videli danes, da je tudi kupica enih osebnih podatkov o teh konkretnih primerih, da lahko izvajamo to nalogo. In mi delujemo na podlagi vloge družinskega člana. Torej v primeru, če tukaj odgovorim, da se nekje v novicah ali pa izvemo našega območnega združenja na terenu, da je pač preminula oseba, da je neidentificirana. Skratka, mi to zabeležimo, ta dogodek kot tak, ampak ga ne raziskujemo, ker pač nimamo vloge družinskega člana. Mi poizvemo v konkretnem primeru samo na podlagi vloge družinskega člana, kar pomeni, da ta vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji ali pa pridobljena preko te mreže, ki sem jo prej omenila. Tako da ja, zdaj, če družinski člani nas kontaktirajo, mogoče še to povem, kar je dostikrat narobe razumljeno, po mailu, recimo, če gremo na konkretni primer, recimo iz Maroka, družinski člani iz Maroka, slišali so, da bi lahko njihov sin, brat, kakorkoli, preminil se utonil v reki Kolpi in nas direktno kontaktirajo. V takem primeru mi direktne pomoči ne moremo nuditi. Ker seveda ne vemo, kdo ta oseba, ki poizveduje o tej konkretni osebi, sploh je. Tako da v takem primeru napotimo osebo na nacionalno društvo Rdečega križa v državi, kjer se pač nahaja, ali pa mednarodnem odboru, tako imenovanem ICRC-ju, torej International Committee of the Red Cross, torej da opravijo intervju, poberejo potrebne podatke in potem to vlogo mi kot nacionalno društvo prejmemo. Ko je tudi preverba identitete, ali se gre za družinskega člana, ali pa pač ne. Tako da, ko prejmemo to vlogo, mi to vlogo proučimo, odvisno tudi v katerem jeziku je, ponavadi skomuniciramo v angleščini v okolju in posredujemo policiji. V Republiki Sloveniji seveda nimamo vojno stanje, policija je pač zadolžena za pogrešene osebe in mi posredujemo to informacijo. Policija po nadaljevanju, če je ta oseba identificirana, na podlagi vaših raziskav, potem kontaktira družinske člane, bodi si preko Ministrstva za zunanje zadeve, pri čemer jim pa tudi mi lahko pomagamo. Ampak naša naloga ni zdaj, da mi prejmemo to informacijo, ampak da družina prejme to informacijo. Torej, mi smo v tej vlogi kot vlogi pomočnikov. Tako da
Skratka, to je tak nek postopek glede tega. Ja, in v konkretnem primeru pač samo po sebi ne bi šli poročevati, ne, ali je bila oseba identificirana ali ni bila identificirana. Bi nas pa lahko policija kontaktirala za pomoč, ravno zaradi naše mednarodne mreže in prisotnosti v vseh teh državah, če bi imela oseba neke dokumente, predmete, tako kot ste vi prej omenili, ki bi lahko nakazovali, da so recimo družinski člani v nekem okolju, kakorkoli, in da jim pri tem pač pomaga. Lahko samo še eno povzetku mogoče. Ja, hvala. Se pravi, tukaj smo zdaj odgovorili že na tisto drugo hipotetično situacijo, ki se seveda dogaja, kaj pa je, ko svojci iščejo, ne, pa vemo, da v Sloveniji so neznane osebe, kako to združiti. Zdaj, mogoče bi se še na tole reagiral, rekli ste, policija bi nas lahko vprašala, kolikrat se zgodi, da policija proaktivno pristopi k iskanju. Prej smo slišali, tudi gospod Haring je povedal, da na policiji se zbirajo podatki. Kakšne so pa vaše izkušnje, kakšne so sodelovanje s policijo? Jaz odgovor na to vprašanje nimam, to morate vprašati policijo, jaz lahko sem odgovarjal v delu, kjer nas kontaktirajo in nas kontaktirajo. Tudi glede na te statistike, ki ste jih prikazali, smo tudi dostikrat kontaktirani. Tako da ja, mi imamo dobro medsebojno sodelovanje, tudi v interesu teh institucij, s katerimi sodelujemo vseh nas in tega humanega aspekta, je tudi čim prej pravice do pietete in tako naprej, čim prej identificirati osebe, ki so bile pri nas, nažalost, najdeno v takšnem stanju. Bi pa mogoče omenila tle nekje v nadaljevanju, če mogoče malo preskočim vprašanje. Veliko ste omenili na začetku preventivo. Tle so neka okolja, recimo te reke, tudi informacije, ki jih mi prejmejo, ki znajo biti nepredvidljive. Neki predeli so tudi zelo lažje prehodni, nekateri predeli so pa znajo biti kar presenečenje, ob kakih deževjih, drugih vremenskih stanjih. Tako da ja, tle je mogoče za premisliti, če bi bilo potrebno kakorkoli ljudi opozoriti, recimo na ta neka stanja pri prehajanju teh meja. In tukaj seveda vsi tisti, ki delujemo na tem področju, da se država, nevladne organizacije, pa druga civilna družba, in marsikaj še lahko zanimljivo. Ja, hvala še za ta predlog, človekoljuben. Bi tle, mogoče sem na hitro reagiral, mi opažamo, da tudi to, kar je Uršula prej povedala, da pa ni vedno tako enoznačna situacija, predvsem na rekah. Se pravi, migranti ne izbirajo težjih poti po lastni izbiri ali po lastni inicijativi, ampak tudi zato, ker so ker so prisiljeni, ker so tisti prihodi, ki so manj nevarni, bolj zastraženi. No, se pa lahko v kakšnem primeru, kot dan počakalo, če je težje neurje, težje vreme, mislim. Ne bom odpirala nove teme, ampak ko več čas premišljujemo, kaj bi dalo narediti se, da to so res zelo taka zgubljena življenja, ki jih ne bi bilo treba, tako da, ja. Hvala. Poleg vas se pa tudi, kot smo rekli, civilna družba oziroma civilno družbene organizacije ukvarjajo s pomočjo migrantov in pa tudi potem, ko pride do iskanj, se vključijo aktivisti v komunikacijo s svojci v tujini. Včasih je to celo lažje kot komunikacija z uradnimi organi, ker imajo mogoče manj zaupanja, sploh če so iz okolij, ki so avtoritarna, to je eno tako splošno opažanje, manj zaupajo uradnim inštitucijam, tudi če so jim morda načeloma naklonjene, pa lažje sodelujejo z civilno-družbenimi organizacijami. Infopol pa je ena od naših nevladnih organizacij, ki se zelo angažira pri pomoči beguncem. Vi ste imeli pa tudi eno čisto konkretno izkušnjo, morda več, ampak za to vem bolj natančno.
ko je bil v Sloveniji pogrešan Amadou Bah in si ti pomagal s kolegi njega iskati. Prosim, kar povej, kako je to potekalo, mogoče čisto pač to pripovedne. Ja, seveda. Ja, načeloma mi imamo pisarno, tako da nekega 3 leta nazaj približno je v našo pisarno prišel svojc od Amadou Baha, ki je imel informacije, da so strani ljudi, ki so tako isto poskušali prečkati preko balkanske poti za tem pogrešanim, za tem njegovim pogrešanim svojcem, da je nekaj pri reki Kolpi izginil. In pol smo šli skupaj z njim do policije, tam so oni zabeležili podatke, če so kakšne znamenja, kar se tiče trupla, ki bi bila lahko opazna in tako naprej. Na kar se je potem ta primer predal kriminalistu iz območne policijske enote in smo bili potem z njim mi kot neki posredniki na vezi med, se pravi, na eni strani policijo, pa na drugi strani tem svojcem, ki je tak isto prečkal balkansko pot, ampak se je ustalil in nekako reguliziral svoj status v Franciji, pa tam živel. Ta močna je bila v Ljubljani, ne? Se pravi, ja, v Ljubljani smo šli na policijsko postajo Bežigrad, ampak potem pa z kriminalisti bil pa je Črnomlja, s katerimi smo komunicirali. Aha, tako. Aha, se je prenesel to Črnomlja. Ker je Kolpa. Skratka, ja, in potem smo bili na vezi, policija je z njim komunicirala, če v primeru kakšnih truplih, ki so jih najdel, če je to mogoče ta pogrešan svojec, na kar se je potem prišel nek primer trupla, ki bi lahko bil, ampak seveda je bilo to potrebno potrditi preko DNK primerjave. Tam se je potem pa mečken zalomil, ker na začetku je bilo tako, da je ta svojc seveda rekel, jaz lahko pridem sem pač v Ljubljano, v Slovenijo, kamorkoli, da mi vzamete ta DNK, zato da lahko primerjate, ampak je bil odgovor s strani policije, da je uveljavljen postopek, da če ta svojec živi v Franciji, mora francoska policija pridobiti ta DNK. Ampak seveda potem ta svojec je šel do francoske policije, da bi probal skozi ta ovinek to procesirati, pa to poslati. Sam je dobil odgovor sa strani francoske policije, da jemljajo DNK samo kolikor gre za nek kazenski pregon oziroma za neko take vrste dejanja. Tako da v resnici pol je bilo, sicer sa strani policije tudi, oziroma tega kriminalista, da je možno, da bi on sem prišel, pa da bi to pač neposredno vzel, ampak v resnici smo v bistvu zgubili pol takrat z tem svojcem kontakt. Sam je pa to, kar je bilo omenjeno. Mi smo imeli zelo, v resnici po mojem smo imeli kar srečo, da smo najdeli nekoga, ki je imel voljo, tudi z druge strani, sa strani policije, da bi pač nekako probali nekako priti do tega. Kolikor smo imeli tudi neke druge primere iz drugih držav, predvsem recimo v Makedoniji, ko smo nekaj podobnega probali delati, tam sa strani uradnih organov sem ni odgovora, se nimaš s kom pogovarjati, ampak se je pa kazalo, da je jim primanjkljaj know-howa po eni strani, da je ogromen oziroma velik manko pri konsolidaciji nekih institucionalnih praks, kar se tiče identifikacije postopkov, da na meddržavni ravni pa skoraj da ne obstaja nekaj uveljavljenih in natečenih postopkov. Prav razumem, da je se pravi svojc, ki je še poskušal nekaj časa, pravzaprav obupal, oziroma je bilo mogoče to že preveliko breme za njega, da bi še nadaljeval s tem postopkom identifikacije. Trajalo je zelo veliko časa so bili komunikacije in tako naprej. Kaj je bil razlog za to, pa v bistvu sam ne vemo, ker na neki točki se tudi nam pol ni več javilo in ne vemo, kaj se je v resnici zgodilo. Ja, to sprašujem zato, ker iz drugih primerov, pač, ki imamo tako na mednarodni ravni, se je to pojavilo, da ljudje poskušajo en čas, pa ne zmorejo več, ne, ker to pač veliko breme, tudi če se ti še tako želiš svojce identificirati, se enkrat zlomaš mogoče ali pač nekako opustiš upanje, ne? Ko se prebijaš čez te birokratske ovire. Ja. Hvala. Zdaj še za konec, preden dam besedo tudi vam, bi rada povabila Samirja Kavija, ki je, kot rečeno, naš kolega, človek, ki je doživel migracijsko pot na Balkanu in ki je zdaj doktorski študent na fakulteti za socialno delo. Če lahko, ko Samir priješ sem, tvoj tekst
Tvoj tekst je prevedla Pia Krampel, tako da bi kar oba povabila, če lahko prijete sem. Hello. It's a bit hard to pick up after the many stories and experiences. So since there will be a translation, I'll try to stick to the text and not improvise, although there is a lot of thoughts. I mean, it's not easy to be here today, talking about harsh topic such as the death, but still, I think thinking about death on a migratory experience always helps us to think of the bigger questions, right? Which is trying to read all of the associations to the death and how does it connect to the EU border regime, to the colonial involvement in many countries on the periphery of the EU, and the ongoing even crises and situations in many different parts of the world that we are directly affecting from the EU and its policies. So, looking at the border regime, events such as EU-Turkey deal, closure of the Balkan corridor, systematic pushbacks, the border externalization strategies, fortifying the EU borders, specifically on the Polish, Belarusian and Hungarian borders, the growing brutality of police practices on the border, and all of the violations of human rights, physical rights, and the whole process of the pushbacks and attempts to legalize pushbacks with the upcoming migration pact. They are all signs of the deteriorating standards and policies when it comes to migration, and the whole created conditions on the periphery or the outside borders of the EU or the refugee camps that are along the way are all practices that make us think on the regeneration of colonialism, capitalism, and the whole Nazi fascist control and practices. Andrej, hvala. Thank you. Torej, verjetno bom še malo probala se spomniti, kaj na začetku rekel, torej, da je seveda težko danes biti tukaj in govoriti o smrti, vendar je to tudi tema, z katero lahko potem razmišljamo o širših temah, ki jih omenjam v svojem tekstu. Torej, če si ogledamo, zdaj berem, če si ogledamo mejni režim Evropske unije, so dogodki, kot so sporazum med Evropsko unijo in Turčijo, zaprtje balkanskega koridorja, sistematični pushbacki, strategija eksternalizacije meja, utrjevanje poljsko-beloruskih in madžarskih meja, naraščajoča brutalnost, odrekanje človekovih pravic, ukinjanje pravice do azila, poskus legalizacije pushbackov, kot si omenil z paktom, ki se pripravo, slabšanje standardov in postopkov azilnih politik, vse to so torej prakse, ki jih lahko razumemo kot generacijo kolonializma, kapitalizma in nacistično-fašističnega nadzora in prakse. So in general, fortifying the, as I like to call it, relative and elastic EU borders, and through the strategy of externalization, migrants and refugees always find themselves stuck on places like the Mediterranean, the Balkan route, forests in Belarus, near Hungary, living and always experiencing extreme conditions such as hunger, cold, danger, detention, violence, and the whole process of fortification of the border always puts migrants and refugees in a great danger. In those situations, we need to risk our lives in order to claim our right of the freedom of movement as well as the right to asylum, where usually basic and fundamental
rights are being denied on both the territories and the periphery of the EU border regime. Our attempts to cross, that may last days, weeks and sometimes years, are full of danger, require a lot of physical strength, endurance, different skills, enduring the deprivation of rights, the need for basic life supplies, ability to navigate around the wild, around the police violence, be able to avoid border practices such as the violent pushbacks or detentions, and be constantly on the run for our lives, always hoping to be able to cross and be able to seek asylum. Kot pravi, utrjevanje meja, fortifikacija meja, migrante in begunce spravljajo v skrajno nevarnost in znajdejo se lahko v situacijah, v katerih morajo tvegati svoje življenje, da bi uveljavili svojo pravico do svobode gibanja in pravico do azila, osnovni in temeljni pravici, ki mi odrekajo ne le na mejah EU, temveč tudi na njenem ozemlju. Zdaj se pravičujem, ker sem razločila dva stavka, in sicer to utrjevanje meja, ki jih sami imenuje relativno elastične meje Evropske unije. In tudi skozi strategije ekstremizacije so torej migranti in begunci obtičijo na balkanski poti, v Mediteranu, v beloruskih in tudi mađarskih gozdovih, kot sem menil, v ekstremnih razmerah mraza, lakote, nevarnosti in pridržanja. Poskusi prečkanja so poskusi, ki lahko trajajo dneve, tedne, poskusi, ki so polni nevarnosti, poskusi, ki zahtevajo fizično moč, dolgo zdržljivost in pa tudi razne veščine, kot jih je omenjal, pohodniške spretnosti, prenašanje hrane in zalog, električno energijo in navigacijo, sposobnost delovanja v divjini, izogibanje policiji in nasilnim praksam, kot so pushback, izogibanje pridržanju, nenehen beg za preživljenje, ampak ne to tudi večmesečno in celo večletno kričanje na poti in begunskih koncentracijskih taboriščih. So the experience of the people on the move is always full of uncertainty. And people on the move are always forced to live excluded, illegalized, live in the shadows with no official or legal rights. Work in black and be subject to exploitation. They are forced to live in refugee concentration camps, in an outsourced camps of the EU border regime, where exclusion, strip of rights, and disposability of life apply, where violations of human rights can apply without accountability. Borders and refugee concentration camps are how today modern colonial power exercises oppression, surveillance, exclusion, and deprivation and violations of human rights. Practices of fortification is the reason why people are in a constant state of disposability and even in many cases subject to death. Torej, izkušnja na poti je polna negotovosti. Ljudje na poti so prisiljeni živeti izključeno, ilegalizirano življenje v sencah, brez uradnih ali zakonskih pravic, delati na črno in biti izkoriščeni, prisiljeni živeti v begunskih koncentracijskih taboriščih, v outsourcanem taborišču evropskega mejnega režima, kjer veljajo izključevanje, vzemanje pravic in zavrtljivost življenj, kjer se lahko kršenje človekovih pravic izvaja brez odgovornosti. Meje in begunska koncentracijska taborišča pa so načini, na katere današnja sodobna kolonialna moč izvaja zatiranje, nadzor, izključevanje, odvzem in kršitve človekovih pravic, prakso fortifikacije, ki spravlja ljudi v stanje zavrtljivosti in v mnogih primerih celo smrt. Prišli pravzaprav na začetek, na tisto, zakaj se pravzaprav sploh te smrti zgodijo, vedno moramo pogledati na širšo sliko. Širša slika je točno to, kar je Samer opisoval. Zdaj pa dam besedo vam, vem, da smo že dolgo časa tu, vem, da je tema grozno težka in da radimo pauzo, ampak mogoče se vzamemo še par minut za vprašanje, komentarje, diskusijo, kdo bi komentiral. Hvala lepa. Pa se bom nekako navezal na kolega iz civilne družbe, gospodično se upravičujem, ne vem.
gospod, pa seveda na direktorja komunale tudi. Pa bom začel pri policiji. Nažalost, po slovenski zakonodaji je policija edina organizacija, ki lahko vodi bazo pogrešanih oseb. Zato moramo pač vsi podatke sporočati tja in tudi oni so edini, ki so potem obvezani in zadolženi, da kjerkoli iščejo druge podatke, da bodo ali pa da bi lahko osebo identificirali. Kolikšna je povratna informacija potem do vseh ostalih deležnikov nazaj, je spet drugo vprašanje, ki ga tukaj ne bi načel. Pa bom nadaljeval s financami. Absolutno bi morala država kriti stroške in pogrebov, in postopkov in vsega skupaj za te ljudi, ki so na prehodu ali pa obtičijo tukaj, kakorkoli pa že. S tem bi se navezal tudi na pogrebe in pokope. Mislim, da je sicer po zakonodaji in pravilnikih občina zadolžena za svoje pokojnike, ampak v teh primerih bi za njih po moje morala biti zadolžena država. Hkrati bi morali imeti eno mesto, kamor jih pokopati, predvsem zaradi postopkov identifikacije, ki sledijo. Zato bi bilo tudi na kraju, kjer se posmrtni ostanki najdejo in pa skozi do trenutka potrjene identitete potrebno zagotoviti enoznačno oznako teh posmrtnih ostankov, zato da se jih tudi najde čez pol leta, čez 5 let, čez 20 let, ni pomembno kdaj. Zato tudi, bom rekel, en grob, pa ne zdaj skupni grob, ampak en prostor, kjer lokacijsko vemo, kje je katera oseba s kakšno oznako pokopana, da jo lahko čez določen čas najdemo. Odlično, kar delajo oni, upam, da bodo tudi druge občine temu sledile. Tako da to bi bil moj komentar okoli vsega skupaj. Zato tudi postopki, bom rekel, po DDI protokolu, tam od prvega trenutka do potrjene identifikacije si postopki sledijo po protokolih in skozi je ena in ista številka, ena in ista oznaka, da se ljudje ne zgubijo in ne pomešajo. Hvala. Hvala. No, sem dodal še to, kar me je Kristo podilo, kar se tiče stroškov in mesta, imamo točno določeno, kje so te ljudje pokopani, grobno mesto je označeno, je tudi geodetsko označeno, tako kot običajni grob, le da nima plačnika in je tudi lega pokopa je označena, zapravi mi točno vemo, kdo je, nažalost pa nimamo, dokaj leži, nažalost pa nimamo drugega podatka kot to, kraj najdbe in pa datum najdbe. Potem mi vemo, kdo je kdo, oziroma lahko poiščemo. Kar se tiče pa stroškov država, se strinjamo absolutno in zanimivo je, da za pobiranje odpadkov, ki ostanejo za migranti, država poskrbi, država plača. Za pokope pa ne. Hvala. Na tej točki bi se zahvalila vsem, ki ste sodelovali. Jaz mislim, da je bil ta pogovor vsaj zame izjemno pomemben. Zelo bi si želela, da bi v bistvu se nadaljevalo, da bi v bistvu na nek način našli moč skupaj, da bi naredili naslednje korake k temu, da bi se ozaveščalo o teh smrti, o razlogih za te smrti, da bi mogoče vsi mi, ki vsak od nas na nek način dela zelo izolirano, fragmentirano, dodaja koščke k tej sestavljanki, ampak mislim, da je potrebna v prihodnje neka delovna skupina, ki bi v resnici potisnila naprej in vse te zelo dobre predloge, ki ste jih zdaj imeli, nekako čisto javno razgrana in na nek način pritisnjena na ključno odločevalce. Tako da to si res želim, da bi našli vsi skupaj moč za to. Hvala tudi vam, da ste zdržali to težko temo in da ste 2 uri z nami, hkrati pa pozivam, kot je že Tina predlagala, oziroma je povabila, da gremo zdaj v dvorano, v glavno dvorano, glavno stavbo Slovenskega etnografskega muzeja. Tu smo u današnjoj konfiguraciji, znači Marijana i ja sa kolektivnim ženama koje su izrazile platno, Mojca Ena koja je također
crtala spomen portrete osoba koje smo komemorirali na temelju fotografija koje smo imali ili drugih podataka u pokušaju zapravo da ih konstruiramo i da im damo lice. Arpi, Josipa, Siril vjerojatno parkira i stiže i ja. Ono što nas je zapravo obje izulo iz cipela su bile dva uvida na licu mjesta, a to je da se radi o mjestima stradanja, mjestima smrti i o ljudima koji su, čije posljednje počivalište u potpunosti dekontekstualizirano. Znači, gdje ne postoji nikakav oblik jasne razumijevanja, ne samo za posjetitelje groblja, nego za nas kao društvo, o kome se radi i zašto je do tih smrti došlo. Druga neka spoznaja, znači radi se o ljudima koji su umrli neposredno uslijed pushbackova, koji su umrli zato što search and rescue misije nisu izašle u akciju, zato što im bilo onemogućena pristup medicinskoj ili hitnoj pomoći i tako dalje. Neki drugi uvid ili osjećaj došao u kontekstu spoznaje da se radi o ljudima koji su do svog zadnjeg, posljednjeg trenutka života, do svojeg posljednjeg udaha i izdaha bili progonjeni, čije su egzistencije bile u potpunosti dehumanizirane i legalizirane. Ovo je, barem za nas, način da, s obzirom da su spomen platno vezile pretežno žene koje su same prošle migrantski put kroz Balkan, način zajedničkog susreta sa bolnim temama gubitka i donijelo, mislim, svima nama mogućnost za neko privremeno i kolektivno i individualno isceljenje i u tom nekom postupku i neko dalje osnaživanje da bismo tražile pravdu. Pravdu za naše pale drugove i drugarice i naravno moram spomenuti pravdu i za sve one koji danas proživljavaju razne oblike i vrste izbrisa, marginalizacije, racijalizacije, eksternalizacije, naravno uključujući i naše sestre i braću, drugove i drugarice u Palestini. Tu smo zato jer žalujemo za onima koji su umrli, a nisu trebali umrijeti, smrti o kojima smo danas govorili, smrti koji su se mogle spriječiti, prerane smrti i na tragu onog svega što je Selma rekla, što živimo svi toliko dugo već, možda bi samo mogli zaključiti da, iako je prvi impuls da zovemo više države, možda je pravi poziv da bude više nas i ovo platno bi bilo primjer tih više nas. Hvala vam što ste ovdje. Thank you.